Ja, pozdravljeni, res je tako, stojiva sedaj pred tem našim čudovitim gradom, kjer se celo leto marsikaj dogaja, tudi mi smo del teh dogodkov, kot že imamo pa v našem društvu tradicionalno razstavo na koncu leta, so tudi tokrat predstavljamo Brežicam, naši skupnosti in vsem ljubiteljem vizualne umetnosti za našo novoletno razstavo, kjer razstavljamo večinoma premierna dela, tako slikarska kot tudi kiparska sekcija. Seveda letos razstavlja 14 razstavljavcev, za kar sem presrečena, da nam je to tudi uspelo. Žal nismo se odločili za svečano otvoritev, kjer smo običajno vedno pogostili naše prijatelje in znance našega društva, se pogovorili med seboj, utrjevali naše medsebojne vezi, se tudi pogovarjali o prihodnjih dogodkih, sedaj pa praktično izkoriščamo te dogodke in odprta vrata gradu v teh rednih urah, ko je grad odprt za obiskovalce in vse vabimo, da vstopijo tudi v vinsko klet, ta čudovit prostor, ki zasluži tudi lepo postavitev in že sam po sebi zasluži obisk, hkrati pa seveda bi se radi pohvalili tudi z našimi deli. Mi smo praktično vse projekte, ki smo se jih zastavili, smo realizirali. Seveda enega bolj, drugega manj, z večjim navdušenjem in tako naprej. In seveda v vseh možnostih, ki jih imamo, glede na izredne okoliščine, pa tudi na splošno. Rekla bi, da je bilo težko spremljati vse te spremembe dogodke in misliti na naše člane, da bojo vsi imeli možnost ustvarjanja, da bodo lahko sodelovali in to je bilo pravzaprav tisto najtežje, ko ugotoviš, da pač ne moremo vsi sodelovati ali pa da je nekdo malo se umaknil iz ustvarjalnega tega fokusa in da je ta situacija le vplivala na naše člane. Ja, lahko spremljamo kot vsi ostali vsak dan novice, kaj se dogaja. Mi sicer imamo že načrtovano za prvo tromesečje že nekaj dogodkov. Saj veste, tu so pomembni dnevi, dan kulture in tako naprej. Imamo že nekaj pripravljenih zadev, o katerih pa ne bi rada zdaj govorila, da nas potem kdo ne vleče za besedo, namreč vse je odvisno od tega, kako in kaj od zunanjih okoliščin. Člani pa so željni nadaljnega ustvarjanja, druženja, izobraževanja, predstavljanja svojih del, to pa vsekakor. Vsem članom našega društva, ljubiteljem, prijateljem našega društva, vsem, ki so nam pomagali in vsem ostalim, ki so prišli pogledati, ki spremljajo naše delo, seveda najprej se zahvaljujem za sodelovanje, potem pa zaželim prijetno, zdravo, optimistično, veselo novo leto. Naj vam bodo vsi ti dogodki zabeljeni tudi s kakšnim ocvirkom humorja, optimizma, da pač pregriznemo te dogodke, ki so pred nami, da se soočimo z njimi in da, ko bo vsega konec, gremo spet veselo naprej. Srečno novo leto!